Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Morebiti ste že zasledili, da smo tudi v oddaji gostili že nekatere profesorje Univerze na Primorskem, ki so pri založbi istoimenske univerze izdali tudi svoje knjige, ki jih lahko na spletni strani založbe sicer berete tudi v PDF obliki. No, danes je pa z nami eden od dveh avtorjev knjige Pol kmet, pol proletarec, dr. Lev Centrih, ki je skupaj s Polono Siter preverjal, kakšno je bilo življenje pri kmetih v času po drugi svetovni vojni, pa vse tja do leta 1991. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi. Torej, na začetku bi me zanimalo, veliko ljudi, veliko zgodovine se ponavadi ukvarja z velikimi vojskovodji, velikimi oblastniki. Kako to, da sta se z dr. Siterjevo odločila ukvarjati ravno s tistimi, ki se zdi, da so mogoče v zgodovini večkrat spregledani, torej s kmeti, proletarci? Ja, pa jaz kot zgodovinar v resnici nimam tega občutka. Če ste vi rekli, da se pač zgodovinarji ukvarjajo z oblastniki in vojskovodji, so se pa včasih oblastniki bistveno več kot danes ukvarjali za kmeti in za proletarci in prav iz tega vidika so oni pač za nas zanimivi. Zdaj, jaz pripadam tudi tistim zgodovinarjem, ki verjamemo, da je dobro pač zgodovino gledati iz problemov sedanjega časa. Pa nazaj, recimo, skratka, nikoli pozabiti na nek kontakt med preteklostjo in sedanjostjo. Tudi v današnjem času se nam zdi, da pač na novo poskušamo razmišljati naš odnos med mestom in podeželjem. Prehranska varnost, o kateri se danes vse bolj pogosto govori, je aktualno vprašanje, recimo, kdo proizvaja hrano, kakšno hrano imamo, v kakšnih odnosih družbenih se ta hrana proizvaja. Vsak človek v Sloveniji danes prekleto dobro ve, koliko ga stane hrana, kako se te cene hrane pa zaradi krizne situacije spreminjajo. Skratka, vprašanje hrane, njene zagotavljanje je v bistvu eno od centralnih vprašanj, s katerimi se mi v bistvu, se nas dotikajo v vsakdanjemu življenju. Zato je recimo to naše življenje še ena dodatna spodbuda, da pač gremo mi nazaj v zgodovino, pač v neke druge epohe, da se s pomočjo, da se lotevamo teh vprašanj, recimo, kako je se to vrstno vprašanje zastavljalo v preteklosti. Kdo pa so bili sploh, recimo, kmetje v tem obdobju? Po eni strani se zdi, da naprimer danes poznamo te velike ekstenzivne kmetije, mogoče malo manjše ekološke kmetije. Vrt sicer imajo še nekateri tudi pri sebi, ampak je pogosto tudi, da imajo zgolj samo monokulturo, naprimer angleško travico in kaj takega. Kako pa je bilo s tem včasih? So ljudje torej živeli samo na kmetiji, so hodili, se pravi, pol proletarsko, naprimer delati v tovarno, pa popoldan potem še skrbeti za kmetijo doma? Glejte, to je ena velika zadrega, to je eno veliko vprašanje. Glejte, pri nas na Slovenskem, še prednje tukaj nastala Republika Slovenija, že v kraljevini Jugoslaviji so se začeli spraševati, kdo na Slovenskem sploh je kmet. Ker ni bilo enostavno ugotoviti, kdo so res tisti pač pravi kmeti, kdo se zares ukvarja s kmetijstvom in kdo se ne. In prav zato smo mi z kolegom, vodjem projekta, profesorjem Aleksandrom Panjekom, tudi v mednarodni razsežnosti z našimi kolegi iz tujine, pač razvili ta koncept integrirane kmečke ekonomije, ki prav naslavlja to pač težavno pač razumevanje, kdo kmetje pravzaprav so. Zato, ker mi, če gledamo zgodovino, najprej tako iz aviona, če si vzamemo dolga razdobja, je tudi najstarejše slovensko zgodovinopisje ugotavljalo, da pač kmetje v tem prostoru, ko še ni Slovenija, ko imamo pač opravka za Kranjsko, Štajersko, Koroško, za Istro, Goriško in tako dalje, da se poleg kmetijstva ukvarjajo z vsemi mogočimi dodatnimi dejavnostmi, ki so jih pač te zgodovinarji starejše generacije, od Boga Grafa, Naurja, Ferda, Gestrina in tako dalje, znali pač lepo opisati, ampak jim niso dali nekega središčnega pač pomena za razumevanje, kako je kmečki svet, kmečka logika delovanja, preživetja zares funkcionirala. Zdaj, naš koncept integrirane kmečke ekonomije pa se noče skoncentrirati samo na eno dejavnost, ampak proba razumeti kmečko družino, kmečko gospodarstvo, kako v bistvu je zelo fleksibilna, zelo inovativna, ko razvija strategije sestavljanja svojih proračunov, recimo, bodisi z namenom golega preživetja včasih, še večkrat pa ko si želi izboljšati svoj pač standard. Skratka, kako se po eni strani pač velikim novostim sveta, ta družina prilagaja, najde svoje mesto, se ne pusti pač odstraniti,
Ker veste, kako je. Dolgo časa, da tako rečem, v neki dobi visokega modernizma je obstajalo neko verjetje, da bodo pač mali kmetje, mali proizvajalci pač preprosto pač propadli. In da jih bodo zamenjali v bistvu samo velika posestva, recimo skratka farme, kmetije, ki so v bistvu kot tovarne, katera edina razlika od tovarne je, da so pač pod milim nebom. Ampak to se ni zgodilo. Seveda je prišlo do deagrarizacije v Evropi, ampak bistveno počasneje, kot se je predvidevalo in pri čemer pač ni toliko ljudi v resnici nikoli zapustilo svoje kmetijske dejavnosti, kot so to kazale pač državne statistike. In zlasti temu služi tudi koncept integrirane kmečke ekonomije, ki poskuša gledati zgodovinsko stvarnost v ozadju statistik, državnih popisov prebivalstva, ki nam vedno ne pokažejo realne slike življenja. Kje pa ste potem dobivali realno sliko življenja? Koliko je arhivov na tem področju? Ker verjetno je tudi kar precej bilo dela na črno v tem smislu. Ja, glejte, arhiva je pač ogromno. In treba je tudi reči, da je naša ekipa raziskovalk in raziskovalcev se ukvarjala z različnimi obdobji. Razdelili smo se delo. Kolega Panik je recimo bolj obravnaval starejša obdobja, potem so kolegi obravnavali 19. stoletje. Naši kolegi Luca Mocarelli iz Italije so obravnavali alpski svet, tudi kolega naši Švedske, Jasper Larsen je delal na Skandinaviji in celo kolega iz Japonske, Satoshi Murayama, je delal na pač primere, zgodnje moderne Japonske. Zdaj jaz pa kolegica Sitar sva se ukvarjala z problemom kmetijstva v obdobju socializma, skratka od leta 1945 do konca 80-ih let. In za vsako od teh obdobij, od recimo 16. stoletja dalje, obstaja nemalo virov, zelo veliko virov in bi lahko ure in ure samo našteval, kakšni viri obstajajo. Ja, tudi za ilegalno pač trgovino, čemur se reče, za nedovoljeno trgovino, za črno borzo, recimo, konkretno to, tega sem se dotaknil tudi jaz v moji raziskavi, ko sem obravnaval prvo povojno obdobje. Kako kmetje recimo poskušajo izven režimu zaželenih oblik gospodarjenja delati po svoje, skratka njihova ilegalna trgovina. Do tega prideš. Predvsem zato, recimo, če govorimo konkretno o obdobju po drugi svetovni vojni, to je obdobje, ko se oblast nadpovprečno zanima, kaj ljudje pač počnejo. In ima zato zelo ogromno institucij, ki po svojem imenu se s tem ne bi ukvarjali, ki motrijo ljudi, kaj delajo, kaj ustvarjajo in jih pač spremljajo. In zato se dobi recimo zelo veliko podatkov pri določenih organizacijah, kjer to ne bi pričakoval, razumete. Tako da podatkov je recimo glavni problem, lahko trdno rečem mene in kolegice Sitar je, da je arhivskega materiala o vseh razsežnosti različnih ravneh življenja kmečkega oziroma ruralnega sveta, da jih je preveč. Ne premalo, recimo, daleč od tega. Skratka, je bil bolj problem omejenost trajanja tega projekta, recimo, je bilo treba v določenem kratkem času pač obdelati recimo desetletja pač te zgodovine, ki je kompleksna, socialistične, s čimer so se mi dva ukvarjali. Drugi kolegi so imeli svojo serijo problemov, recimo, zgodnega novega veka. Recimo kolegi, kot Panjek in ostali, so se ukvarjali z družbami, ki so pač vse bolj prehajale v tržno gospodarstvo. Dočim midva s kolegico Sitar sva pa delala v obdobju, ki si je vsaj deklarativno zastavilo idejo, da bo ukinilo tržno gospodarstvo in namesto tega pač najprej imelo plansko gospodarstvo, kasneje pač dogovorna ekonomija, kot se je pač temu reklo. In zdaj pač kmečki svet je pa vedno vezan na trg, recimo. In pač, da ti kombiniraš različne dejavnosti, to predpostavlja trg. In zdaj pač je bilo to za nas problematično, kako pa s tem v socializmu. In nam je vendarle uspelo pač z lahkoto pokazati, recimo, da so kmetje ne glede na vse omejitve, ne glede na različne poskuse spremembe gospodarstvenega življenja, ne glede na želje, da bi se na Slovenskem, v Jugoslaviji kot v socializmu nasploh ukinilo tržno gospodarstvo, kmetje ravno tako se ukvarjali z različnimi pač kombinacijami dejavnosti, kar nam v bistvu pove ravno, če ne sem ravno toliko kot o kmetih, nam to veliko pove o tem, kakšen je ta režim v resnici bil, da te družbe v resnici nikoli niso prekinile s trgom.
kot so hoteli. V bistvu tržni odnosi so pač tudi v socializmu, ne vem, še vedno obstajali. In pač s kolegico sva jih razkrivala ravno v teh različnih strategijah, ko ljudje imajo možnost izbire, ali ostanejo doma na kmetiji ali pa, ne vem, da rečemo po Marksu, prodajo svojo delo v bližnjo ali pa daljno tovarno. Da se družina doma na nek način podjetniško odloči, kater del bo ostal doma, kdo bo šel ven, kdo bo šel morda celo v tujino, katere dodatne dejavnosti bodo imeli. Skratka, v bistvu, popolnoma v bistvu, vsaj v obdobju od sredine 50-ih let dalje, recimo, se ta avtonomnost, možnost številnih izbir blazno poveča. In to je pač po mojem mnenju eno znamenje, ne, da pač ta režim daleč od tega, da ne bi bil tržen. No. Skratka, možnost izbir, ki se jih da potem tudi monetarizirati, ki pomenijo določeno poslovno tveganje, kjer je pač v igri denar, pri čemer je mogoče izmeriti uspeh, neuspeh z boljšim, slabšim standardom. To je pač značilnost, ne vem, če to ni tržno gospodarstvo, potem jaz ne vem, kaj tržno gospodarstvo pravzaprav je. No. Tako da nam je v bistvu ukvarjanje s kmeti, oziroma z ruralnim življenjem, sem prepričan, da nama je s kolegico Siterjevo pač uspelo vzpostaviti neka nova vprašanja za to socialistično družbo, kakšna je recimo, v resnici bila recimo, onstran vprašanja kmetov. Ni bila pa očitno ves čas prav enaka. Vseeno sta to obdobje teh 45 let razmejila na posebne segmente. V kakšnem smislu so se ti segmenti pravzaprav razlikovali eden od drugega? Kje ste videla, da se je mogoče neko obdobje končalo, neko novo obdobje začelo? Ja, mislim, to obstajajo pač precej, po svoje obstajajo velikanski prelomi v tem obdobju. Mislim, takšne, da lahko rečemo, mini revolucije, kot se dogaja v obdobju 45, 49, 53 in potem sredi 60-ih, začetku 70-ih. Takih prelomov, recimo, če rečemo obdobje od 45 do 75, pa rečemo, da je to 30 let, mi takih ekvivalentnih prelomov v naši epohi od 91 pa recimo do zdaj, recimo, kar je tudi 30 let, primerljivih prelomov mi tukaj pač nimamo v Sloveniji, recimo, Pa to ne zgolj zaradi mehanizacije. Ne, ki pa daleč od tega. Gre pač za različne, recimo popolnoma spreminjajoče se paradigme, kako ne bi pač ta družba funkcionirala gospodarsko, politično. Večkrat se mi zdi, in to opažajo tudi mnogi kolegi, ki se na politološki način ukvarjajo s socializmom, jaz mi lahko samo pritrdim, da so pogosto pogledi znotraj komunistične partije pač, ali Zveze komunistov bili med raznimi protagonisti bistveno drugačni, kot so danes recimo med domnevno smrtnimi političnimi sovražniki v domnevno popolnoma demokratični pluralni družbi. Ampak pač nekaj sem hotel reči. Seveda obstaja v bistvu neka kontinuiteta od, ne vem, začetka 45 pa do žalostnega ali srečnega konca, odvisno kako gledate. Pač tisti, ki partija oziroma Zveza komunistov, ki je na oblasti, pač vedno nekako stavi na velike kmetijske obrate. Čeprav se od sredi 50-ih sprijazni, še vedno bomo imeli pač privatne kmete, v osnovi privatna družinska kmečka gospodarstva, ne bomo imeli sovjetske variantov kolhozov, skratka kmečkih delovnih zadrug, ampak v osnovi recimo ne bo koordiniral delo teh kmetij recimo neka večja družbena oziroma najprej pač državna podjetja, ki so kot nek način neke baze države oziroma družbe na podeželju. Skratka, ves čas so stavili recimo, da mora biti iniciativa, da vodilno vlogo pač imeti neko socialistični tip podjetja, ne pa pač privatniki. Recimo. To je pač mnenje, da je večje, intenzivnejše, nujno boljše kot malo, recimo to prepričanje velja skozi celotno pač obdobje. Edino oblike tega večjega, ne vem, se skozi ta čas spreminjajo. Drugače pač, veste, prvo obdobje, prvih 10 let je za ruralno populacijo, kot tudi za urbano, recimo res neprijazno obdobje. Pač nasplošno lahko rečem, čisto po domače, socializem teh prvih 10 let definitivno ni socializem, kot ga vidimo v filmu Sreča na vrvici. Mislim, težko obdobje pomanjkanja hrane, ko ljudje še vedno pridobivajo hrano in te druge industrijske dobrine preko kart. Obstaja obvezni odkup, kmetom natančno določijo, koliko glede na njihovo parcelo morajo pridelati, če ne oddajo toliko, so hitro osumljeni sabotaže, kar jih lahko stane tudi zaplemb premoženja.
to je čas, ko država poskuša narediti veliki skok v razvoju z prvim 5-letnim planom, ko hoče na hitro doseči napredek države in hoče imeti istočasno popoln nadzor nad delovno silo. A veste, to je sploh v bistvu ena velika razlika, recimo, ki obstaja do začetka 50 let, pa se potem precej, da ne rečem popolnoma spremeni. Ne. Do začetka 50 let pogosto zaposlovanje v industriji poteka zelo podobno, skoraj kot vojaški poklic. Da pač ljudje tako rekoč so napoteni iz podeželja na delo v industrijo. Temu so takrat rekli administrativni način napotovanja. Oziroma se dogaja, da fantje pridejo iz vojske, pa bi šli domov, ne boste, greste v tovarno delati. Ampak se pa istočasno dogaja, da ljudje pač, delavci po domače dostkrat, stisnejo oblasti sredinca in se pač vrnejo nazaj na podeželje, ker jim je pač delo v rudnikih pretežko, ker pač ne dobijo dovolj, recimo, do svoje plače ne morejo dovolj kupiti in ocenijo na eni točki, da se jim bolj splača delati na njihovih mini družinskih kmetijah. In gre to oblasti blazno na živce in pač strokovno rečeno, takrat reče, obstaja fluktuacija delovne sile. V enem momentu delavci delajo, potem se vračajo na svoje kmetije. In je to v bistvu zelo zanimivo, ker je to neke vrste uporniška strategija ljudi, ki se pač, se upirajo, da bi bili na nek način kot vojaške formacije države, recimo, da bi še vedno funkcionirali na nek način kot partizanska oziroma pač neka armada, ki je v vojni, skratka, ne. Ljudje hočejo dejansko pač sprejemati neke avtonomne pač rešitve, ne. Zdaj, državi pa pač skozi tisto logiko 5-letnega plana to hodi pač narobe. In tukaj recimo ravno to dinamiko med državo in med kmetom odlično vskoči ravno ta koncept integrirane kmečke ekonomije, ki v resnici kaže zametke neke velike fleksibilnosti že v tistem času, ki pokaže, da je lahko drobna kmetija precej močen faktor, se lahko obdrži kljub velikim pritiskom zelo močne, po mnenju nekaterih, po mojem popolnoma zgrešeno, totalitarne države. Ker lahko pač ljudje recimo iz rudnika pobegne na to malo kmetijo, potem si najdejo boljši job, da tako rečemo, v neki drugi tovarni, si spet vrnejo nazaj, ker niso odvisni prehransko samo od službe v tovarni. Vedno lahko, razumete, ne, malo ugotavljajo, kaj na eni točki recimo se jim bolj splača, kaj je pač za njih bolj ugodno. In to dostikrat se dogaja, dokumenti to kažejo, izsiljujejo delavci, ki so v bistvu tudi kmetje, če ne oni osebno, pa njihovi družinski člani, izsiljujejo poslovodje v tovarnah, v rudnikih, v redu, če nas kaznujete, če nam nočete dati živilskih kart, kar je bil v bistvu oblika izsiljevanja takrat, recimo, pa ne bomo delali, se bomo vrnili na podeželje, samo to pomeni, da vaše podjetje ne bo izpolnilo plana, če ni nas. Ne bomo hodili na prostovoljne delovne akcije in se je mogla oblast dostikrat, narediti kakšen pragmatičen korak nazaj. In pač režimu postane že na začetku 50 let jasno, da na tak način se ne da. V bistvu Tito še sam v enem svojem govoru v tistem času reče, da z ljudstvom vendarle se ne da tako delati kot z vojsko, ne da se mu ukazovati kot armadi. Je to v bistvu v resnici zelo posrečen izraz. Je pa to tudi čas neki zelo nabit z dogodki, ni to samo čas poskusov hudih obremenitev kmečke populacije z obveznimi odkupi, z poskusom popolnega planiranja tudi privatne proizvodnje, ampak je tudi poskus kolektivizacije. Skratka, na nekako po sovjetskem vzoru, vendar precej v drugačnem kontekstu, kjer pa se pokaže, da tisti kmetje slovenski, ki stopijo v zadruge, funkcionirajo recimo enako v bistvu kot so prej, še vedno podružinsko, individualno in izkoriščajo skupne fonde, recimo zadruge, recimo skupno živino, skupno mašinerijo, tudi za svoje privatne družinske posle, kjer se tudi pokaže ta integrirana ekonomija, da pač v redu skupaj, proizvedejo določeno število mleka, potem pa si določene družine za določen čas na pol legalno prisvojijo, vprežno živino in za določena podjetja opravljajo pozimi prevozniške dejavnosti, recimo. Se ta logika pokaže tudi recimo v jugoslovanskem kolhozu. Skratka, po mnenju oblasti najnaprednejši obliki, rešitve kmečkega vprašanja, onstran majhnega, po njihovem mnenju popolnoma neučinkovitega gospodarjenja.
Kje pa se naprimer v tem času in kaj sploh spremenijo oziroma spremenita dve glavni agrarni reformi? Se pravi, ravno zaradi tega, ker so ugotovili, da to mogoče ni najbolj učinkovit način, so se zato odločili potem za tako večjo reformo. Zakaj potem dvakrat? Kaj ste pravzaprav spremenili in pravzaprav kdaj je prišlo sploh do njih? Prva reforma, to je agrarna reforma, osnovna, se zgodi v bistvu že kmalu po koncu vojne. Že po leti 1945, to je še preden je popolnoma odločeno, ali bo Jugoslavija republika ali bo monarhija pred ustavodajno skupščino. In ta reforma je nekako zaključena vsaj do leta 1947, potem imate pa drugo agrarno reformo, ki določi, da nihče ne sme imeti več kot 10 hektarjev zemlje z določenimi izjemami gorskih kmetij, pa se pa to spremeni leta 1988 šele, ne, ko je spet možen agrarni maksimum, to je nekaj več kot 30 hektarjev zemlje, kar je določila recimo prva reforma. Zdaj, največ je o tem recimo še vedno so nenadomestljiva dela mojega kolega Zdenka Čepiča, zdaj že upokojenega raziskovalca iz Inštituta za novejšo zgodovino, brez njegovih del ne bi mogel na tak način raziskovati tega. Ni se razdelilo v resnici tako zelo veliko zemlje takrat. No. In niti ni bilo privatnim kmetom v Sloveniji, tistim, ki so imeli več kot 30 hektarjev, tako, ni bilo ogromno kmetov po številu glede tega zelo oškodovanih. No. Teh kmetov je bilo malo, recimo. Glavni, ki so izgubili največ zemlje, so bili takrat, ne vem, tuja podjetja, Cerkev je izgubila gozdove, v glavnem, niti ne zemlje in podobne stvari. Zdaj, una reforma leta 1953 je poskušala izenačiti. 10 hektarjev je največ, kar vi privatniki lahko imate, ne? Ker se je takrat predpostavljalo, da bi višek tiste zemlje dobila, ne vem, velika državna oziroma družbena kmetijska podjetja. Ne? Skratka, mišljeno je bilo tako, ok, bodite privatni, ne? Ampak če nočete imeti, ne vem, delovne kmečke zadruge, bo pa namesto tega neko državno družbeno kmetijsko podjetje, po celi Sloveniji je bilo kar nekaj, recimo, ne? Ki je potem odkupilo oziroma je dobilo pravico do te zemlje in so bila ustanovljena taka podjetja. Je pa res, da so kasnejše spremembe, ustava leta 1974 teoretično omogočala, ne, da agrarni maksimum, kmečka družina načeloma več kot 10 hektarjev ne sme imeti, lahko pa teoretično najame. Ker zemljiški trg normalno funkcionira, tudi v socializmu. Veste, z določenimi omejitvami, jasno, ne popolnoma enako kot danes, kjer načeloma ni omejitve navzgor, koliko imaš lahko, jasno, zaradi kapitalizma, ampak vseeno, ne, veste, v prejšnjem času je tako, ni redko, ne, da določena družina se odloči, da se sploh ne bo v resnici več ukvarjala z kmetijstvom, da bo imela še vedno hišo, v kateri bo živela, ampak da bo kombinatu, ki je v njenem bližini, ne oddala določeno zemljo in dobiva neko rento iz tega naslova. Ne. Še vedno ostane ona lastnik, ne, ampak v bistvu rentnik. Se ne odpove, so tudi primeri, ne, ko kmečke družine prodajo to zemljo, oziroma v prvem povojnem obdobju so včasih tudi prisiljene prodati, recimo, ne, ali pa so recimo se jim izsili zamenjava za kakšno zemljo, ki je slabša od njihove zemlje, recimo, ne. Ampak v 70-ih letih je z ustavo teoretično možno, ne, da bi kmetje od svojih sosedov, privatnikov najemali zemljo. Skratka, teoretično bi še vedno kmetje lahko nekdo imel recimo svojih 10, pa najetih 40, recimo, ne. Ampak ti primeri so bili v resnici vendarle redki. Ne. Pogosteje je bilo, no, ta praksa obstaja ves čas po vojnem obdobju, ko kmetje nekako oddajajo, prodajajo tem velikim kmetijskim kombinatom svojo zemljo. Pri čemer se pogosto dogaja, da ti kombinati, ne, ko se v 60-ih letih začne prvič resno spraševati, kako ekonomsko rentabilni pa so, ne, a se res plača. Recimo primer je podjetja na Ljubljanskem barju, tega kmetijskega. Ne. Ko v 60-ih letih ugotovijo, ne, da sicer res pridelajo velike količine mleka, ampak samo vzdrževanje odvodnih jarkov, kjer ta firma stoji, ne, blazno stane in da se ne splača. In potem imate v 70-ih velika opuščanja zemlje teh, veste, ne, od kombinatov, recimo, ne, pa potem kmetje nazaj dobijo, recimo, postane opustela zemlja, postane ekološki problem, karkoli. Zdaj, koliko pa je bilo tega pravzaprav odvzemanja, opuščanja zemlje, verjetno po drugi svetovni vojni, predvsem največ za plemb, je obstajala tudi kakšna možnost, da so kmetje, torej naprimer
vseeno izgubili zemljo, tudi če so bili, naprimer, se pravi, držali so se zakona, toliko in toliko hektarjev lahko imamo, toliko in toliko jih najamemo, je to lahko bilo kdaj problematično? So lahko kdaj ugotovili, da vendarle, to je pa vendarle preveč zemlje za vas, vam bomo zaplenili tudi sedaj? Te zaplembe so obstajale, recimo, so bile najbolj utočene, so se najbolj pogosto dogajale pred letom 1953, ko je bilo še mogoče imeti, recimo, da je imela družina več kot 30 hektarjev. Kjer so, recimo, zlasti leta 1949 in leta 1950 lokalne oblasti in sodišča, seveda zvezana z lokalno oblastjo, z veseljem ugotavljali, vi imate več kot 10, hektarjev, v resnici pa trdite pa, da ne morete državi oddati niti nekaj žakljev krompirja, vi ste s tem škodljivec, škodite narodnemu gospodarstvu, ima pač skupnost, družba pravico, da vam vzame to zadevo. A veste, takrat je pač to najbolj pogosto, recimo. Kasneje, recimo, mi ni znano, kar ne pomeni, da ni bilo, samo nisem prišel do takih primerov. Ampak do začetka 50-ih let ni redko, tak primer. Predvsem tudi zato se je šlo, ker so hoteli z tega naslova pridobiti zemljiški fond za nove te delovne zadruge, recimo, za te nove slovenske pač kolhoze. Ker pač velik problem je pogosto bil, a veste, to je, kar na Slovenskem obstaja, recimo, pač je tradicija ogromno malih posestev, recimo povprečje, tradicionalno je bilo, 5 hektarjev, recimo, ki se v začetku 90-ih povečalo na 7, recimo, za spremembami od leta 88, ampak je bilo pogosto tako, da pač neka družina, če je imela 5 hektarjev zemlje, je bilo na Slovenskem zelo pogosto, da ni imela tega v kosu, ampak da so bili te kosi nearondirani, kot se reče. To se pravi, da niso bili povezani med sabo, kar je pomenilo, da je bilo med enim delom posestva in drugim določena pač velikanska razdalja. Zdaj pač želja velikih teh državnih kmetijskih podjetij pa tehle slovenskih kolhozov je pa bila, da bi to bilo pač zaokroženo posestvo z minimalnimi razdaljami med določenimi njivami. In včasih se je zgodilo, da je bil vmes, nek veliki kmet, ki ni hotel, ali pa srednji kmet, ki ni hotel prestopiti v zadrugo, in je pač motil, ker je bil na poti, je bil tudi to način, da se mu je pač nekaj najdlo, da ne izpolnjuje pač, svojih pogojev obveznosti do države in da se mu je zemljo zaplenilo. Veliko takih primerov je bilo pač na Štajerskem, to je obravnavala kolegica zgodovinarka Čoh Kladnik v svojem delu že pač te kolaški procesi. Ampak to je bilo, mislim, koliko je meni znano, je to najbolj značilno pač za prvo povojno obdobje. Do 50 let, kasneje mi ni znano. Na kakšen način pa so te naše zadruge pravzaprav sploh delovale? Omenili ste, da so bile drugače naravnane kot naprimer tiste v Sovjetski zvezi, kljub temu, da načeloma naj bi šlo nekako za isti režim v tistem obdobju. Glejte, na Slovenskem obstaja neka dolga tradicija zadružništva, recimo. Že, vsi vemo iz konca 19. stoletja, Krek, praktično vse politične stranke na nek način, razen komunistov pred drugo svetovno vojno, patronizirajo pač določen tip zadružništva. Ampak v glavnem na Slovenskem to pomeni neko kreditno zadružništvo. Večinoma to pomeni, da pač to, čimer bi danes rekli mikrokredit, da pač kmetje dajo, finančno ustanovo ustanovijo ljudje, da skupaj dajo določene pač mehne vložke, pa si pol na tak način posojajo denar. Zdaj, po drugi svetovni vojni so uvedli popolnoma drugačen način zadružništva, pač ukinili, likvidirali so stare zadruge in ustanovili celo vrsto različnih tipov možnega pač poslovanja. Ene so podobne, kakršne bi teoretično lahko še danes obstajale in tudi obstajajo, čeprav zato nisem strokovnjak, ki so v bistvu kot trgovska podjetja ali pa svetovalna podjetja, kjer kmetje pač kupujejo, prodajajo stvari, so centri, ki kmetom svetujejo, so prostori, ki imajo svoje domove, kjer potekajo razni tečaji, sestanki. Že zelo zgodaj je predvidena možnost, da bi obstajala, povezava med kmeti, skratka delovna zadruga, recimo to, kot je sovjetski kolhoz. Ampak pač kot politika državna to postane pač leta 1949 in se zgleduje po sovjetski varianti. Vendar pomembna razlika je ta, da v Sloveniji in drugod v Jugoslaviji kmetje v glavnem so bili že pred, drugo svetovno vojno, pač in med njo lastniki te zemlje.
In posebnost agrarne reforme v Sloveniji je, ko določena gospodinjstva, ki imajo premalo zemlje, dejansko dobijo iz tega fonda za plenjene, odkupljene zemlje, recimo, postane ta zemlja njihova privatna last njihove družine, sicer z določenim moratorijem, da je še ne smejo prodati na trgu, vendar v perspektivi pa lahko. To je nekaj, kar v sovjetski praksi ni obstajalo, ker je bilo od samega začetka, od oktobrske revolucije, pač država lastnica zemlje. In je bila že ta zadeva, recimo, kazala pač nekaj zapletenega. In zato so pri nas predvidevali različne tipe zadrug. Pri enem tipu, ki je bil na Slovenskem najbolj pogost, se je šlo pač za to, da so kmetje še vedno ostali zasebni lastniki zemlje. Tudi ko so jo združili v svojo enotno firmo, v enoten fond. Kar je pomenilo, ko je zadruga razpada in velika večina jih je razpadla v letih 51-52, so to zemljo pol pač dobili nazaj. Možen je bil en tip zadruge, seveda po zakonu, kjer bi se kmetje popolnoma odpovedali in bi dejansko imeli neko svojo komuno, skoraj hipijevsko, razumete. Zdaj se pa odpovemo lastnini na celotno zemljo, to je samo last naše skupne firme, vse dobesedno prenesemo v skupni fond, pa privatna familija na tem nima nič. Teh je bilo v Sloveniji pač najmanj, recimo. To je bila pač neka taka razlika. Druga pomembna razlika je, da seveda v vzhodni Evropi se v istem času, kot v Jugoslaviji, začnejo velike kampanje za kolektivizacijo. Povsod. Od Albanije, vzhodne Nemčije, Madžarske, Romunije, Češko-Slovaške. Bistvena razlika je ta, da pač se v Jugoslaviji s tem neha definitivno leta 1953, ko imate tudi eksplicitno priznanje, če pazljivo berete časopise, ko reče, pretiravali smo, naredili smo napako, da smo kmetom govorili, da je samo delovno zadružništvo naša edina pot. Dočim v vzhodni Evropi imate vi, ta proces se nadaljuje še v 50. in ponekod še v 60. leta. In pač prisilno uspe, nastane prisilno povsod, razen na Poljskem režim dovoli, recimo, da pač propade. Tam pač država prizna, pač kmetje tega nočejo, in pač Poljska je poseben občutljiv primer in so to dopustili, recimo. Drugod pa ne. To je pač neka pomembna razlika. To je taka razlika. Po drugi strani je pa blazno težko in to je velik problem, pač reči, da je obstajala neka enotna izkušnja v kolektivizaciji sploh. Predvsem zato, ker že Sovjetska zveza, ki je bila ogromna država, so znotraj nje obstajale velikanske razlike, razumete. Primer Ukrajine ni popolnoma enak dogodkom kolektivizacije v središču Rusije ob Volgi. Ni isti kot v Kazahstanu, zato ker imate drugačne tipe kmetijstva, ker imate v Kazahstanu recimo milijone ljudi, ki se ukvarjajo z napol nomadsko živinorejo, z drugačnimi tradicijami. Obstajajo velikanske razlike. Je nek ideal splošen, recimo, da je združeno posestvo, združeni proizvajalci, recimo bodisi pod direktnim na komando države ali formalno delovnega kolektiva boljše kot posameznik. Recimo ta ideal, seveda v Sovjetski zvezi obstaja in ga posvojijo, recimo, nekako vsi režimi, vključno pač z jugoslovanskim. Ampak ta ideal je sam po sebi tako zelo ohlapen, da je v praksi omogočal veliko različnih inačic. Zdaj, če smo natančni, ta ideal niti ni sovjetski, je obstajal že v zahodnoevropskem socializmu, že od konca 19. stoletja ga zasledujemo. Pri nemški socialdemokraciji ga najdemo, pri staremu Engelsu. In skratka, sploh v osnovi ni vezan niti na izkušnjo ruske revolucije, ker je pač bila ideja, recimo, kaj z malimi kmeti, recimo, kako rešiti agrarno vprašanje, ki je bilo v 19. stoletju za Zahodno Evropo še vedno zelo živo, recimo, ne tako kot danes, recimo. Je pač ideal nekega delovnega kolektiva, povezovanja malih kmetov v eno skupno firmo, recimo, je pač ta ideal nastal recimo že v 19. stoletju, dejansko. In Sovjetska zveza ga prevzame, ki pa zdaj v praksi postaja pa veliko različnih implementacij. Tako da jaz recimo osebno težko govorim, da bi res na nek natančen način poskušal pokazati, da je obstajala neka enotna izkušnja. Jaz mislim, da ne. Pričemer nastane še zelo velika težava, ker vemo, da je Kitajska tudi imela svoj poskus kolektivizacije. Po svoje še glede človeških življenj, recimo, ki jo je ta proces vzel za lakoto na Kitajskem. Vemo, lakota je bila v Sovjetski zvezi, Ukrajini, Kazahstanu in tako naprej grozljiva. Je bilo tam še huje, recimo.
Zdaj primerjati vse te različne izkušnje, ki sicer formalno vse temeljijo v nekih idealih zahodnega socializma, no, ideal je že skupen, recimo, in lahko najdete njegovo povezavo, da je vsem skupen. Zdaj praksa, konkretna, pa je v resnici zelo varirala. Kako je pa zdaj, to so neka res velika področja, ki ste jih omenili, ampak so bile mogoče kakšne razlike tudi na samem področju Slovenije, vendarle naprimer Ljubljansko barje, ki ste ga omenili, ali pa naprimer severovzhod Slovenije, imata precej več možnosti za neko poljedelstvo, intenzivno poljedelstvo. Tukaj v Istri, naprimer, tudi če govorimo o istih hektarjih, verjetno ne more biti toliko niti doprinosa, pravzaprav gre za drugačno vrsto, gre bolj za živinorejo, manj poljedelstva, druge poljščine so. Ja, glejte, se ravno zato imamo ta koncept integrirane kmečke ekonomije, ne? Kjer, veste, v percepciji kmečke družine je lahko ena stvar rentabilna, se splača, kar pa se iz vidika države ne splača. Kar recimo iz vidika države sploh ni kmetijstvo, kadar iz nosilcev oblasti recimo pogled, ugotavlja, vi sploh niste kmetje, recimo, je percepcija ljudi na dnu drugačna, recimo, no. A veste, za eno družino, recimo, tudi če ima tako rekoč nevidno kmečko aktivnost, da ima nekaj vrtov, da ima eno nivo, a veste, nekaj zelenjadnih vrtov, da ima nekaj kur, pa svojo hišo, je lahko v času pomanjkanja, v času visokih cen hrane nek izjemen plus. A veste, v primerjavi z delavsko družino. Državi sicer ne koristi, ker od nje ne more izterjati, ne more se od nje nadejati, da ji bo prodajala recimo neke presežke, ampak za to družino je to dobro, lahko živi in praviloma živi bolje od delavske družine, recimo, ki živi v mestu in ki nima nič. In zato mi ne moremo reči, da to ni kmetijstvo. Zdaj, če mi rečemo, zdaj, kaj je zares kmetijstvo iz vidika države, seveda, iz vidika države, zlasti socialistične države, bi to bila ogromna polja, neskončna polja, ki jih obdelujejo ogromne mašine, za katerimi dela delovna sila, ki je taka v tovarnah, ampak narava daje svoje omejitve, in zlasti tudi ljudje dajo temu svoje omejitve. Mi nikakor ne moremo reči, da tudi drobno kmetijstvo komaj opazno, da to ni kmetijstvo, recimo, A veste, po drugi strani se je dostikrat dogajalo, da recimo življenje na podeželju je zelo olajšalo slovensko industrializacijo. Zato, ker je režim se v zadnji instanci sprijaznil z velikimi dnevnimi migracijami v tovarne. In na koncu tudi s policentričnim razvojem, da pridejo tovarne na podeželje, recimo. Kar je pomenilo, da v socializmu je bila tovarna seveda mišljena nekaj več, kot je danes, recimo. Nekaj, kar naj bi tudi zagotavljalo, nek delavski standard, Pričakovalo se je, vsaj tak je bil ideal, da je delovno mesto tudi tista točka, iz katere ljudje rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Zdaj, v realnem življenju so podjetja zlasti v 50-ih, 60-ih še težko omogočala kredite za gradnje stanovanja in jim je zelo pasalo, da imajo delavce, ki že imajo svoje hiše, že imajo rešeno svoje stanovanjsko vprašanje, pa se vozijo na delo, gor in dol. In to je bilo, recimo v Sloveniji bil to plus, ker je to majhna država. A veste, Tako imate vi, veste, še v 60-ih, ima Litostroj, 20, približno, teh turističnih avtobusov in na dan vozi gor pa dol 1000 delavcev. Kdaj pa se potem vseeno zgodi ta velika selitev v mesta? To je zanimivo vprašanje. Vi imate še v začetku 80-ih let 60% populacije v Sloveniji živi na podeželju, skratka ne v mestnih središčih. Istočasno statistika govori, da je kmetijstvo, kot recimo glavna zaposlitev, da je v njo vključeno manj kot 10% populacije. Skratka, je šlo potem za druge dejavnosti, naprimer, ker v nekem trenutku danes nas večina živi pravzaprav v mestih, čeprav se zdaj spet ravno zaradi višine cen počasi ljudje selijo nazaj. A veste, kako je? V tistem času se ne gre, recimo, kot je opažal že kolega Čepič, v prvi vrsti, recimo, vse v prvem povojnem obdobju, prvih 10 let ne gre toliko za beg v mesta, kot gre za beg iz poklica kmetijstva. To pomeni, da znotraj določene družine
se očitno napravi pač strategija, evo, vi boste šli delati v tovarno, drugi ostanejo doma. Ne? Tiste velike mase, tiste velike številke ljudi, kot desetine tisočev, ki mi kaže statistika, zapušča kmetijstvo, ne? Oni ne zapuščajo svojih kmetij, svojih malih posestev, in to ne pomeni, da ti ljudje, ne, ko pravijo svoj šiht v tovarni, še doma nekaj ne delajo. Zdaj, to je pa ravno ta problem, ne, ki nam ga državna statistika ne more prikazati. Ne. Tukaj se ravno vključi delo zgodovinarjev, ki odkrivamo, kolegica Sita, recimo tudi z intervjuji, ko je intervjuvala starejšo generacijo, ki se spomni recimo tistih obdobja v 60-ih pa 70-ih, ne, da smo lahko rekonstruirali, kako pa res poteka pač vaš dan v življenju. Ne. Zdaj, druga zadeva je, ne, da pač bi lahko rekli, če se omejim samo na Ljubljano, je tudi tako, da ne gre v prvih 10 letih, ne gre toliko s to, da bi ljudje prišli v Ljubljano, kot to, da Ljubljana pride do ljudi. To pa zato, ker meje občine oziroma takrat glavnega mesta Ljubljane, kot se imenuje, se razširijo. Kar sicer ni nekaj zelo komunističnega, to je v bistvu nadaljevanje nekega velikega procesa, ki se je začel v Ljubljani že v času Dravske Banovine. Sredi 30 let recimo mestni občini Ljubljana priključijo Zgornjo Šiško, priključijo Moste in Vič. In se to takrat imenuje uradno, pač seveda mestna občina Ljubljana, neuradno pa Velika Ljubljana. Zdaj, v prvih letih po drugi svetovni vojni Ljubljani kot glavnemu mestu priključijo še Polje, Šentvit, skratka, in dejansko ogromni ruralni predeli so administrativno formalno del glavnega mesta. Ob temu pa okrog Ljubljane obstaja še obroč, ki se mu reče okraj Ljubljana okolica, ki pa zajema ostale ruralne kraje, kot so recimo Vrhnika, gor do Kamnika in to, kar je onstran Save, da tako rečemo. In to je bilo namenoma mišljeno, ker pač je bilo mišljeno, ne bi Ljubljana z industrializacijo sama zase poskrbela za ogromno svojih prehranskih potreb. Je bilo zaželjeno, da je proizvodnja kmečka čim bližje industriji, recimo, ki se je začela razvijati, zlasti najprej, kot mi vemo, pač z litostrojem. No. Po drugi strani pa tudi tako, veste, Ljubljana, takoj po drugi svetovni vojni, recimo, ne, veste, že Krakovo, že to, kar je danes Trnov, je v bistvu že izrazito ruralno predmestje. Če omenim samo to, da trnovske branjevke, trnovske prodajalke solate motijo oblast, no, veste, ko so pač privatne iz Trnovega, pa Trnovo je, vse veste, kaj je Trnovo danes, no, to je pač mesto, no, šik del mesta. No. Skoraj center. Ne? Ja, no, čisti, mislim, jaz ga vidim kot center, no, kjer se res nihče, no, že od konca 60 let dalje res ne ukvarja, čisto nič ne ukvarja z kmetijstvom, recimo. Okay, večje selitve v mesta, ne, najbolj intenzivne, ko res pride do spremembe, da vsaj mlajša generacija zapusti kmetijo, pa da se permanentno naselitev pride v 60 pa 70, v 60 letih. Pa se trend nekako spremeni v 70-ih, ko recimo spet začnejo rastati manjša središča, pač manjši kraj, to pa zato, ker se oblast v Sloveniji odloči za industrijski policentrični razvoj, kot sem rekel. Ne. Ker podjetja računajo, ne, da s tem, razumete, ne, če podjetništvo, samoupravno, socialistično, kakršnokoli že bilo, je računalo spontano za integrirano kmečko ekonomijo, na kar je opozoril že zdaj umrli ekonomist Menzinger. Ne. Razumete, ne, pač, če imate vi neko industrijo, recimo, ne, ki je, ne vem, zaposluje, ne vem, poceni delovno silo, pač bo ta delovna sila pripravljena prevzeti tudi nižje plače, ne, zato ker deloma se krije iz svoje lastne domače vrtne proizvodnje. Ne. Mogoče se za konec dotakniva še malce porazdelitve dela po spolu, ki ste ga bolj točno obravnavali med letom 61 in letom 91 v času, ko se v svetu ravno veliko govori konkretno o feministični revoluciji. No, Slovenija naj bi bila danes precej med enakovrednejšimi po razdelitvi gospodinjstva, pa še vedno neke statistike pravijo, da ženske pri nas danes naredijo 4 ure več gospodinjskega dela na dan kot moški. Verjetno je bilo torej včasih še toliko bolj večji, je bil toliko še bolj večji razkorak med razdelitvijo tega, kaj je moški delal doma na kmetiji, kaj je ženska delala doma na kmetiji. Kako je bilo to razdeljeno? Glejte, no, mislim, to je pač v bistvu, to je
Natančno je težko to analizirati. S tem se je seveda največ ukvarjala kolegica Siter in mislim, da je ona pri svojih ugotovitvah tle prišla najdlje, kar je možno. Ne. Bistveno je to, ne, da recimo najpogosteje oseba iz recimo neke kmetije, ki gre delati v tovarno, je moški. Pričemer je ženska, ki ostane doma, ne dvojno bremenjena, ker skrbi za družino. Na njo pa pade tudi ogromno kmečkih del, recimo, ki so prej recimo padale oziroma bile bolj enakomerno porazdeljene tudi na moške člane, ne, ki pa recimo gredo v tovarno delati. Ne. Je pa tudi opazila in se veliko ukvarjala z fenomenom mehanizacije, ki je v bistvu zgodba in poglavje zase za Slovenijo in Jugoslavijo. Ne. Ko recimo slovenska gospodinjstva dobijo možnosti za kredite, da si kupijo traktorje, kosilnice, to je od leta 1967 dalje, ko se to res institucionalno uredi, ne, ko padejo zadnji tabuji, zakaj privatni kmeti ne bi imeli traktorjev, ker pred tem se bojijo, ne, kaj bo, če bodo privatniki imeli traktorje. Ne. Ampak od takrat naprej postane inflacija traktorjev. A veste, Jugoslavija na koncu v celoti postane dežela traktorjev. Dežela z 20 milijonov ljudi ima blizu 900 tisoč registriranih traktorjev. Veste, to so ogromne številke. Ekonomisti so govorili, da oni tega ne morejo pojasniti, so klicali na pomoč psihologe. Ne? Zakaj bi hoteli vsi imeti traktorje, vsaka krpe zemlje, ne vem, vsakdo, statusni simbol, razumete, ne vem, tu kot konj. V starih časih, ne vem, no ni samo, razumete, no nujno, ne, uporabna reč, s katero se trguje, ampak je tudi lahko, ne vem, neko svojo simbolno vlogo, recimo, ne vem, tudi moškost in česarkoli, no, konjenika in tako dalje, ne, tako je tudi s traktorjem, no. Ampak kolegica Siter prepričljivo dokazuje, ne, da je bilo omogočenje nakupa tehnike nekako razbremenilo tudi žensko. Tudi z nakupom, recimo, teh bencinskih žag, ki so lahko, a veste, ne, fizična sila, ne, ki je nekoč upravljala fizična dela, ne, je šla v tovarno, ne, nadomestil, oziroma veliko pomoč ženski je bil tukaj traktor. Kar ne pomeni, da se seveda kmečka ženska, kmečka žena, kot se je reklo, ni zgarala, ni delala več od moškega in v tem smislu bila podrejena. Vendarle kolegica Siter opozarja, da je prišlo do določenega premika v pogledu identitete kmečke ženske, ne, ki s tem, ko je ženska prevzemala tudi dela, ki so bila nekoč mišljena, da so tradicionalno moška, recimo, ne, je ona opažala, da se je s tem recimo tudi pogled na žensko, pa tudi njeno samozavest s tem spreminjal, recimo, ne. Recimo traktorji so, kar je zanimivo opažala, tudi prispevali k večji mobilnosti. Če ta gospodinjstva niso imela avtomobilov, ne, so ženske lahko, ne vem, opravile nakupe na govorilne ure, ne vem, sestanke, ne vem, z traktorji, dobesedno, recimo, ne. Tehnika je tukaj precej prispevala, recimo, ne, ampak zdaj, da bi pa to točno dodatno točno lahko vam izračunal ure, koliko ur, mislim, jaz sem prepričan, da je kmečka ženska, no, ne vem, ki je delala cel dan, no, dokler ni šla spat, no. Sem popolnoma prepričan, no. Pa lahko pa je vozila traktor, vendarle ni bilo to mogoče še vedno potem moško opravilo, češ moški je tisti, ki mora delati s strojem. Ja, mislim, posebej pogosto so bili tudi taki primeri, kot ugotavlja kolegica Siter, ne, da je bilo tako, da je ženska, dokler ni moški prišel šihta domov, ne, pripravila vse ostalo, pa se pa on usedel na traktor. Ampak po sili razmer, ne, je tudi ženska morala iti na traktor. A veste, ker bili so to take situacije, ne, da je bilo delovno mesto, ne, oddaljeno od kmetije. Ne. Zlasti v 60-ih, ko ljudje še niso imeli osebnih avtomobilov. Še sredi 60-ih so računali, da se nemalokrat zgodi, da recimo posameznik rabi 8 ur samo za pot na delovno mesto. Da ne bo pomote, jaz, ki se vozim v Koper, no, tudi ne rabim samo 1 uro, no, kar bi bilo, no, porabim več kot 2 ure recimo za pot. No. Ampak 8 ur je precej, ne, in če je ta človek popolnoma odsoten, ne, hočeš nočeš, tudi ženska mogla prijeti za vsa dela, no, mislim, tudi za traktor, recimo, no, kolegica Siter eksplicitno navedla primere, ko moški so, ne vem, samo prispevali finančno, to pomeni, da so v svojem podjetju dobili kredit za traktor, ampak ga sami niso vozili, no, in sama ženska z njim upravljala, no, in se je to detabuiziralo, mislim, v resnici, no, ne kaže, da bi bil nek tabu, daleč od tega, da ženska ne bi vozila traktorja, no. Mogoče res samo še za to vprašanje. Omejila sta torej
letnico, do katere boste raziskovala, do leta 1991. Ja. Priprave na novo državo, na želje po bolj kapitalističnem režimu so se pojavljale že prej, sploh so bile pri nas zelo močne v 80-ih. Ali to pomeni, da mogoče tudi se je v kmetijstvu to že kako kazalo, tudi že konec 80-ih, ali je dejansko leto 91 tako močno zarezalo, da lahko govorimo tudi tukaj o res očitnih spremembah? Glejte, no, seveda je leto 91 bilo pač pomembna prelomnica, ne. Ampak po svoje, če gledamo iz daljšega trajanja, lahko opazimo neko zanimivo nasprotje v jugoslovanski in slovenski socialistični družbi. Po eni strani imate vso zgodovino od leta 45 do 91 nekako kot sinusoido, ne. Reforme, padci reform, skratka liberalizacija gospodarstva, skratka več laissez-faire, ne. Potem več državne intervencije, gor in dol, več centralizma, manj centralizma, recimo. Po drugi strani imate pa premočrten lok vzpona individualizma, skratka avtonomije privatnih gospodinjstev. Potem, ko se konča prvo obdobje, ko pač režim na planski način po sovjetskem tipu pač ne more menedžerirati pač delovne sile, ko postanejo gospodinjstva res popolnoma avtonomna, se njihova avtonomija samo širi, samo večajo se jim priložnosti. Pomembno za sredino 50-ih let, ko se odprejo meje, ko se odpre še možnost migracij sezonskega dela pač v tujini, recimo, ne. Skratka, jaz bi rekel, no, da pomembno za razvoj in obnovo kapitalizma, tukaj pomeni bolje govoriti o obnovi kapitalizma, ne, ima po mojem ključen faktor dejansko krepitev avtonomije gospodinjstev v Sloveniji, kmečkih, delavsko-kmečkih, ne vem, mogoče samo pač delavskih, ki v bistvu v precejšnji meri ves čas funkcionirajo po podjetniški logiki, ki sicer ni kapitalistična logika, ker pač, ne vem, v družini ni razrednega izkoriščanja, obstaja pač izkoriščanje pač in neenakost med spoloma, generacijski konflikti, ne vem, in te zadeve, ne. Ampak vendarle, ne, družina kot ekonomska enota pogosto, to so kazali nama vsi primeri, ki sva jih pač s kolegico Sitar, ne vem, obravnavala, ne, pač v veliki meri funkcionira kot podjetje. In pač skozi desetletja postajajo recimo te male podjetniške enote, ki jih je pač ogromno, pač vsa slovenska, ne vem, tako rekoč, velika večina ljudi živi pač v nekem gospodinjstvu, ne, pridobiva avtonomijo, recimo, ne. In pač socializem na nek način, no, jih pri temu podpira, no, jih ne poskuša dušiti, no. Oziroma, socializem propade takrat, no, ko se pokaže recimo v veliki krizi 80-ih let, ko standard močno pade, ko ljudje ugotovijo, da živijo v bistvu slabše kot v 60-ih, recimo, ko ni več tega, razumete, ne, velikega preskoka v standardu v 60-ih, ne vem, ko se ljudje še spomnejo povojnega hudega pomanjkanja in potem res vidijo, wow, ki je v 60-ih super, ne, jim je težko in frustrirajoče, ko vidijo, kaj prenesejo 80-ta, hiperinflacijo, omejevanje izvoza, uvoza, recimo, no, in padec standarda, težave z prezaposlenostjo, brezposelnost, ki omejuje možnosti družin, recimo, ne, v njihovih poslovnih strategijah. Takrat pač dozorijo dejansko, no, da se pač družba znebi socializma, no, in pač materialno gledano zgodovinsko, no, je pač osnova tega propada socializma krepitev individualizma teh gospodinjstev dejansko, no, njihove popolne avtonomije in nazadnje neuspeha socializma pri neki njihovi integraciji, no, v neko drugačno nekapitalistično obliko. No. To je moje mnenje. Lepa hvala za vaše mnenje in vaše razlage, ker nam je čas prignal k koncu, pa predlagam gledalcem, da ostalo pa preberejo, kaj ne? Ja. Lepa hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam. Tako, dragi gledalci, danes vas z dr. Levom Centrihom spregovorila o kmetijstvu, kmečkem prebivalstvu in še o čem, tudi seveda o sami družbi, o katerem lahko več preberete v knjigi Pol kmet, pol proletarec, ki sta jo skupaj z doktorico Polono Sitar izdala pri založbi Univerze na Primorskem in seveda lahko v njej najdete še vse tisto, česar se mogoče danes nisva dotaknila. Do prihodnjič se lepo imejte in se vidimo na Megafon TV.